Predvolilna jutra na Kaprisu. V vaši družbi Žiga Rustja in Manca Hribovšek. V nedeljo 20. novembra se bomo odpravili na volišča med 7 in 19 uro in izbirali nove županje in župane oziroma ali župane. Med kandidati v občini Piran pa je tudi gospod Kristjan Cerovac, ki je danes z nami. Dobrodošli. Dobar dan, še enkrat vam, vsem skupaj v studiu, pa našim poslušalcem in gledalcem. Gospod Cerovac, ste občinski svetnik in na družbenih omrežjih lahko vidimo, da s kritikami do dogajanja v piranski občini ne šparate. Pravite, da je čas za spremembe. Katere so te spremembe? Ta naš slogan je nastal že 4 leta nazaj. Jaz bi ga danes samo še dodal na koncu, končno. Pred 4 leti smo na volitvah zmagali z veliko večino, ravno na podlagi zavez, obljub našim prebivalcem zaradi nevzdržnega stanja v naši občini, torej dolgoletnega vodenja drugih županov, ki so pripeljali do te točke, da je nastalo gibanje za občino Piran, ki je vključevalo veliko večino naših občank in občanov. Torej, spremembe morajo začeti nekje na vrhu. Prva sprememba je bil župan. Namreč, potem bi mogli iti kakšno stopničko nižje, no tukaj se je pa že malo zataknilo in pač do teh sprememb v vodenju določenih odborov in tak zadev na občini nikoli ni prišlo. No, ampak načeloma zdaj župan je izstopil iz gibanja za občino Piran, ostali ste nekateri člani, torej kakšne spremembe bi sedaj, ko župana ni več, torej vašega bivšega predstavnika, lahko rečemo, bi lahko vi izpostavili, katere so te spremembe? Torej, če se vrnem na urade občinske, vemo, da tukaj so pač določeni ljudje na teh funkcijah že vrsto let, nekateri tudi po 20 in več. Splošno znano dejstvo je, da človek mora recimo v življenju nekje na 10 let tudi službo zamenjati, zato da je efikasen v svojem poslu, oziroma tam, kjer je. Verjamem, da velika večina teh ljudi je že takrat prišla delati z dobro voljo, z željo po delu in tako naprej, ampak s časom postane pač del tega sistema in marsikateri mu lahko tudi podleže, pa ne narobe razumeti. Enostavno stvari potem tečejo, kakor tečejo, ljudje so nezadovoljni, ne dobivajo odgovorov, torej nek svež veter, neka nove ljudi na občino. Predvsem pa moramo pripeljati do tega, da ta občina res postane servis občanov. Dan danes se dogaja, jaz v teh 4 letih sem govoril z veliko ljudmi, namreč jaz rad komuniciram z našimi občankami in občanami, ustavljajo tudi po cesti, mi povejo vse te stvari. Enostavno, pride na občino neki rabi, pa tega odgovora niti ne dobi nikoli. Torej, kot da jih ni, kot da naših ljudi ni. Ste eni izmed redkih kandidatov, ki je jasno in glasno že na začetku povedal, da se ljudem ne bo dobrikal, jim lagal in obljubljal vrsto stvari, ki jih potem ne more izpolniti. Tudi vaš program je zelo kratek. Povejte nam kaj več. Torej, kolikor ste verjetno že slišali od ostalih kandidatov, vsi naši programi so zelo, zelo podobni. Vsi bi gradili garažne hiše, vrtce, urejali prostor, ampak kot sem že povedal, dajmo si naliti čistega vina. Denarja je, kolikor ga je, torej ne moreš obljubljati gradov v nebesih, če tega denarja potem ni. Zakaj ga ni? Zaradi zgrešene politike občine, kjer je do zdaj vse investicije sama financirala, torej z nekimi krediti, z nekim denarjem, ki je pritekal sicer. Treba je iti na evropska sredstva. Za biti uspešen na evropskih sredstvih moraš imeti predvsem že pripravljeno naprej določene načrte, ki morajo biti do popolnosti izpolnjeni, zaradi tega, da se lahko, ko pride razpis ven, ti prijaviš. Na naši občini žal se je to dogajalo vedno tako, da ko je prišel razpis ven, so šele začeli razmišljati o dokumentaciji. Ja, normalno potem zamudiš rok in seveda nič ne dobiš iz tega. Tako da tukaj jaz vidim projekti da, vendar na malo drugačen način oziroma popolno drugačen način, kakor do sedaj. Torej, to se mogoče celo navezuje na naslednje vprašanje, katere lastnosti in vrednote mora po vašem mnenju potem imeti dober župan? Je med temi tudi dolg seznam telefonskih številk oseb v navednicah iz Ljubljane, v imeniku? Glejte, jaz bom rekel tako, župan mora v prvi vrsti biti tisti človek, ki zna povezati vse akterje na občini sami, torej mora biti neko stičišče, kjer se bo lahko vodja urada obrnil na njega, mora imeti jasno vizijo, predvsem pa mora imeti dobro župansko ekipo.
ki seveda ima potem, bomo rekli, dolg tudi telefonski imenik, oziroma vsaj poznati ljudi, na katere se lahko obrneš. Namreč jaz sem tudi v celem življenju tako deloval, da za stvari, ki jih pa jaz osebno nisem vedel, sem se obrnil na nekoga, ki mi jih je znal obrazložiti in tudi rešiti. Mimogrede, kje parkirate, ko greste na občino? Jaz moram povedati, da od junija meseca se vozim z skuterjem v službo in izključno ga parkiram tam, kjer je narisan skuter na tleh, ga ne parkiram na neoznačenih mestih, drugače pa, ko grem na občino, parkiram na Fornačah, ker imam pač abonament kot zaposlen v občini Piran. Ne v občini kot občinski palači, ampak v mestu Piran, se pravi čujem. Sami pravite, da ste se v politiko podali zaradi 5 besed in sicer, kaj bomo pustili našim otrokom. Zato zdaj nas zanima, torej kakšna bi morala biti občina Piran danes, da bodo vaši oziroma naši otroci ponosni in bodo se sem z veseljem vračali in seveda si tukaj ustvarili družino, dom. Še dan danes se držim teh 5 besed, ki so me v politiko sicer tudi pripeljale. Namreč sam izhajam iz Portoroža, mislim, da sem že na 5. generacija v Portorožu, pa bližnji okolici. Skozi vsa ta leta vidimo eno veliko spremembo tega našega kraja, ampak ne samo Portoroža, v celi občini se to dogaja, torej veliki apetiti po nepremičninah, to se ve, to je splošno znano dejstvo, zato sem tudi enkrat rekel, žal, zakonsko to se ne moreš narediti, da jaz nikoli ne bi dovolil nekomu, ki je kakorkoli povezan z nepremičninskim in gradbenim lobijem, priti sploh na občino delati, ker je direktni konflikt interesa. Torej, vemo, kaj se je zgodilo v zadnjih 30 letih. Praktično ves prostor, ki je bil naš, je prišel v nek privat kapital. Privat kapital je prinesel to, da smo izgubili veliko število delovnih mest, kjer so bili prej zaposleni naši prebivalci iz naše občine, kateri se danes morajo voziti Izola, Koper, Postojna, Ljubljana, celo Maribor, nekateri. Tako da mi moramo omejiti, na nek način omejiti, da se ta prostor še zmeraj ekspandira v tuje roke, oziroma tisti, ki pa je že, da občina prevzame kot tista, ki naj bi imela škarje in platno v rokah, neke določene poteze, s katerim seveda se bo tem ljudem omogočilo prosperiranje in delovanje, vendar pod nekimi drugačnimi pogoji, ki jih bo občina postavila. In eden od teh je tudi to, da večino zaposlenih mora biti naših. Torej imamo, jaz vem recimo turizem, ker je nastal edini kot edina gospodarska panoga v občini Piran, plus majhnih privatnikov, ki so, ampak dajmo reči na globalu. Torej imamo Piran, Portorož in podeželje. Torej imamo zgodovino, imamo nek Portorož, ki je nastal v letih 70-75, ampak žal je nekje ostal zmrznjen v letih 85, takšen je, razen novih barov po hotelih ne vidimo razlike in seveda zaposlenih, ki niso več naši, in imamo podeželje. Torej, turizem se je v zadnjih 10 letih močno spremenil. Torej, nimamo več tukaj ljudi, ki prihajajo po 2 tedna, 3 tedne, pa se hodijo kopati in tako naprej, in trošijo v našem kraju, ampak pridejo v naš kraj 3-5 dni maksimalno, pogledajo, kar imajo za pogledati in odidejo nekam drugam. Že za teh par dni, ki pridejo, si to dobro ogledajo že doma, na internetu. Torej, jaz vidim en velik potencial pri mladih ravno v takem načinu delovanja turizma. Torej, mladi so na internetu, mladi obvladajo internet, mi smo pač uporabniki, ki nekaj znamo, ampak nismo vešči iz vseh teh zadev. Tako da, že tukaj bi lahko za mlade dosti naredili. Torej, digitalizacija, evo, zdaj Slovenija bo sprejemala tudi pač zakon o digitalizaciji do leta 2024, se mi zdi, da se to pospeši. Tukaj imamo en segment. Drugi segment, recimo, ki ga vidim, je malo gospodarstvo. Namreč splošno znano dejstvo je, da je gonilo svetovnega gospodarstva mali gospodarstvenik, torej mali privatnik, ne nek konglomerat sestavljen, ki ne vemo niti, kdo je lastnik. Imamo v Luciji industrijsko cono, ki je bila namenjena industrijski coni, ki danes ne veš, ali je to industrijska cona ali je to stanovanjska cona, torej vse skupaj je pomešano. Odkupili smo sicer velik del parcele tam, 10 tisoč kvadratnih metrov, kjer bi lahko naredili nek manjši center za naše obrtnike. Poleg tega imamo bivšo klavnico, ko se voziš iz Šmarij proti Dragonji, kjer je še en tak punkt, kjer bi se lahko delalo na temu, da se
privabi naše, da ostanejo tukaj, ne, torej malo gospodarstvo, da ostane tukaj, seveda pod določenimi pogoji tudi, da bi občina nekako to subvencionirala, če je treba, ker vemo, da mlad človek, ki bi imel voljo tudi delati, ponavadi nima, se vse skupaj zastavi pri kapitalu. Ne. Torej nek zagonski kapital vsaj z nekim dolgoročnim posojilom, kakorkoli, ampak vsaj prostor, da jim ponudimo. Ne. Tako da se marsikaj narediti. Ne. Piran je pa treba seveda malo urediti. Ne. Pravijo vsi, imamo biser, ne. Žal postaja nebrušen, ne. Tako da ga bo treba spet malo spolirati. Torej, če nekako strnemo, je glede na vprašanje, kakšna bi morala biti občina Piran danes, zato da bi naši otroci bili ponosni na tisto, kar jim puščamo, pospravljena občina, kar trenutno ni, če smo razumeli prav. Tako, ja. Gospod Cerovac, če nadaljujete stavke, ki jih bomo mi sedaj navedli, vi jih dopolnite. Dženjo Zatkovič je župan občine Piran v odhajanju. Gašpar Mišič bi moral se držati svojega posla. Najboljši portoroški lokal je? Nov lokal, ki malo kdo ve za njega, Forma Viva. To je pa sicer bolj poletna varianta, ker zdaj postaja zima, ne? To je pa na travniku pred hotelom Kempinski Palace. Rešitev za območje rudnika v Sečovljah je? Izvedba OPPN-ja, ki je že bil sprejet, torej jaz tam vidim tisti načrt, ki je bil takrat sprejet, da bi tam prišla en šolski center, ne, kjer bi seveda imeli tudi šolo solinarstva, ne, ampak našega solinarstva rokodelskega, tako kot ga vsi reklamirajo, ne, imamo 800-letno tradicijo pridelave morske soli, ki je žal vedno manjša, ne. Če bi imeli tam šolo, jaz verjamem, da bi tudi mlade pritegnili za to delo nazaj. Ne. Občina Piran si zasluži? Mene kot župana. Najlepši del Lucije pa je? Forma Viva. Če bi lahko oživeli kogarkoli, kdo bi to bil? Moja mama in očeta. Kdo od bivših županov občine Piran je svoje delo opravil dobro? Franko Fičur. Katerega od naslednjih dogodkov ste se letos udeležili? Melodije morja in sonca? Ne. 170. obletnica Pihalnega orkestra Piran? Ne. Tartini Electronic Inception? Ja. Katerega koli od dogodkov v sklopu festivala Obzidja? Ne. Arcade Show? Ne. Pedočada? Da. Drugi krog v občini Piran skoraj zagotovo bo. Če se boste uspeli prebiti do njega, s kom bi se želeli pomeriti za županski stolček, oziroma če vprašamo z drugimi besedami, kdo se vam od trenutnih kandidatov zdi vreden drugega kroga? Če sem lahko odkrit, v drugem krogu poleg sebe vidim Andreja Koreniko in pa seveda Gašpere Mišič. Zakaj ste tako prepričani v svoj odgovor? Andrej Korenika deluje v bistvu na temeljih, ki je nastal tudi GZOP, ne, pred 4 leti, torej prihaja ven iz ljudi, ne, in ljudje ga tudi podpirajo. Gašpar Mišič pa seveda ima veliko zaposlenih na okolju, ne, pa rad trobencice sadi. Ampak gospod Korenike ni bil nikoli član gibanja za občino Piran? Ne. Torej pravite, da je nekako kopiral program, tako kot on sedaj tudi Dženjo ta obtoži, da je... Ne bom rekel, da je kopiral program. Baza njegovih volivcev, ne, in suporterjev praktično izhaja iz istega vedra, bomo rekli, če lahko tako rečemo, ki je nastalo tudi gibanje za občino Piran. Lani ste sicer na vašem Facebooku objavili fotografijo mladih pijanih moških, ki so po prekrokani noči spali kar na klopci na pločniku v Zidku in so jih občani poimenovali kar portoroške trnjulčice. V primeru, da boste vi župan, ali boste prepovedali pitje alkoholnih pijač na javnih površinah? Velika razlika je pijančevati na javnih površinah ali pa piti alkoholne pijače. Tako kot sem že enkrat povedal tudi na eni od sej, ki smo jih imeli, ne predstavljam si, da bi mlad par šel sedeti na pomol, gledati zahod morja, imel s sabo mogoče
flaškico vina in bi tam lepo romantično to pili in gledali sončni zahod, ali pa nekoga, ki pride z bakso pive, ali pa vsak pride z bakso pive in se ga na koncu vsega pjančevanja uleže, tako kot so pač tej fantje. Pa se vam zdi, da je tega vse več v Portorožu? Moram povedati tako, da letošnjo poletje sem jaz preživel 3 mesece poletja v Portorožu vsak večer. Ravno zaradi tega, da vidim, kaj se v Portorožu dogaja. Žalosti me to, da sem razen enega od mojih protikandidatov videl v Portorožu, niti enega od ostalih kandidatov nisem videl, da bi se po Portorožu vsaj sprehajal in gledal, kaj je. Ugotovil sem namreč to, da je v Portorožu postal nekontroliran kaos. V smislu, od dirka z avtomobili do dirk z raznimi električnimi skiroji, kolesi, po pločnikih, med ljudmi. Samega direktnega pjančevanja nisem zaznal toliko, da bi bilo. Je pa res, da recimo tisti lokali, ki so obrnjeni na morje, ne, torej govorimo pred Tivolijem, so moteči, kar se močnosti glasbe tiče. Ne. Eno dirko z avtomobilom smo videli tudi v prejšnjem tednu. Kako komentirate to? Najrajši ne bi pokomentiral, vendar tako jaz Srečkota poznam sicer že vrsto let. Mislil sem, da pri njegovih 60 letih je malo bolj zrel. No. Dejali ste, da boste kot morebitni župan poskrbeli za reorganizacijo občinske uprave in občinskih satelitov, kot sta Okolje Piran in Auditorij. Kaj to konkretno pomeni? To konkretno pomeni, da prva stvar, ki jo bom naredil kot župan, bom dal narediti revizijo. Ampak ne samo Auditorija, revizijo Auditorija, Okolja, TZP-ja predvsem tudi in pa seveda same občine. Ampak pravo revizijo, ne interno, zunanjo, s tako revizijsko hišo, ki ni in-house, ampak ta pravo. Tudi strategiji Pika niste najbolj naklonjeni. Strategija Pika. Veste, mi smo določene stvari, ne vem, če se lahko tako izrazim, vedli vnaprej, ne, ki so se potem potrdile na dan, ko se je ta knjiga famozna, ne, odprla. Ne. Torej, imeli smo vodjo projekta, za katero smo vedeli, da si pripravlja delovno mesto za naslednjih 20-30 let. Ta knjiga je bila sicer klasificirana kot strogo zaupno, ne, kar po zakonu je lahko samo nekaj, kar se tiče države in vojske, ne pa ene kandidaturne knjige za Evropsko prestolnico kulture, kar sem tudi učital. No, ko se je ta knjiga odprla, je pa točno ta oseba bila napisana kot možna direktorica novega zavoda. Tako da. Imamo ime te osebe, mogoče, če bi želeli povedati? Kar nekaj kandidatov se letos poteguje za župansko mesto v Piranu, kar krepko več kot v drugih istrskih občinah. Najbrž bo občinski svet spet zelo razdrobljen. A je to glede na prakso sploh dobro za tako občino, ki je dejansko turistična občina v Sloveniji? Res turistična. Glejte, jaz pravim tako, sej razdrobljen. Pač občinski svetniki so potem izbrani strani občank in občanov. Vsak občinski svetnik, vključno z menoj, se zavežemo, da bomo delali za dobrobit teh občank in občanov, ki so nas tudi izvolili tam. Žal se pa potem v praksi dogaja to, kar sem jaz videl skozi ta 4 leta, da nas je recimo od 25 bilo tam 10 aktivnih, ne, torej tudi takih, ki smo prebrali vso gradivo, namreč tudi en lep članek je bil v Primorskih novicah, da če ne drugo je po tem občinskem svetu, ne, prišlo do te velike spremembe, da je to gradivo, ki ga dobimo na mizo, bistveno bolj pripravljeno, kakor je bilo prej. Ne. Potem imaš, ne vem, 6-7, ki delno pogleda, kaj je na gradivu, in imaš še tisti ostanek, ki očitno prav vidiš, da pride tam samo za to, da potrdi ali pa nekaj vrže, odvisno od predhodnega dogovora za 4 stenami.
Mi smo se odpravili tudi na ulice vašega mesta in malo povprašali občanke in občane, kaj bi oni vas vprašali, torej kakšna problematika jih zanima. Zato vas prosim, če si lahko izberete 2 številki od 1 do 10. 10, ker imam tudi 10 kot županski kandidat, in pa recimo 4. Pa začnimo z vprašanjem številka 4. Če si boste nadeli slušalke, da boste slišali. Župana, kar bi rad zdaj vprašal, je tako, če nam lahko novi župan pomaga, da ne bi bilo toliko problematike, kar se tiče pač stanovanja, ker mi mladi imamo denar, nimamo za varščino. Nov župan, če ga izvolimo, govorimo v imenu vseh mladih, da nam pomaga, da pridemo do stanovanja. Sicer malo je vprašanje dvosmerno, torej imajo denar za kupiti, nimajo pa za varščino, če sem prav razumel. Jaz sem razumel, ja, tako nekako. Mislim, malo to vprašanje ni pravilno postavljeno, ker če imaš denar za kupiti stanovanje, imaš potem tudi za varščino, ne? Torej neko kaparo po domače povedano. Ne? Ja, vsekakor se bom kot župan zavzemal, tako kot sem se vsa ta 4 leta zavzemal, da občina nudi pomoč našim občankam, občanom, mladim, pa tudi srednjim, zato da lahko pride do nekega stanovanja. Namreč vemo, da dolga leta se je govorilo o stolpičih na Košti. Hvala Bogu smo v tem mandatu uspeli skupaj s konstruktivno opozicijo pripeljati zadevo do tega, da smo to sprejeli na občinskem svetu. Ne. Vemo, da težava je bila vedno tista severna obvoznica, ki jo imenujemo. Ne. Zdaj so sicer najdli eno opcijo severne obvoznice, ni lih to tista, ki bi občani jo radi imeli, ampak vsaj je. Tako da nekaj bomo rešili s tem. Vedeti moramo, da mi po 4 letih, ki moledujemo na občini, da nam dajo končno en spisek vseh nepremičnin v lasti občine. Še dan danes ga nismo dobili. Torej, občina še dan danes ne ve sploh, kaj ima kot nepremičnine. Ne, v kakšnem stanju so te nepremičnine in tako naprej. Tako da, ja, vem, da je trenutni direktor občinske uprave dal to popisati, ne, tako da pridemo, seveda, brez teh podatkov ne moreš obljubljati nič. Najprej moraš vedeti, kaj imaš, kaj lahko narediš, recimo, da lahko nekaj tudi prodaš, kar ni res v nekem strateškem interesu občine, zdaj pa lih povprek prodajati se ne splača, ne, oziroma niti ne smemo. Tako da, postoril bom vse, kar lahko, zato da naši ljudje pridejo do informacije, kje lahko kupijo. Sicer, se pravim, vprašanje je malo nepravilno postavljeno, ker če imaš denar za kupiti, imaš tudi za varščino. Ne. Pa dajmo pogledati še vprašanje številka 10. Kako mislite urediti prostore tudi za srednješolce in malo starejše? Zdaj so lepo zrihtali za otroke, osnovnošolce. Kaj pa še za srednješolce, pa mogoče tudi tiste, ki hodijo že na fakulteto, malo starejše, da imajo nekje prostor za se družiti? Aha, če se prav razumel, sprašuje gospa po nekem medgeneracijskem centru. V bistvu mislim, da je celo mogoče bolj na srednješolce, mogoče kot kakšen primeren, center mladih. Ja, gledajte, zdaj problem je zopet prostora, ne? Torej kje. V Piranu vemo, da smo imeli nekoč pionirski dom, pa tak dom, pa zdaj tega več ni. Ne? Oziroma je, ampak služi bolj kot skladišče, ne pa nek družaben prostor. Spravi, v Piranu samem bi lahko, recimo, pionirski dom se predelal v eno tako zadevo. Ne? V samem Portorožu pa takega prostora ni, žal, ker je vse več ali manj v privat lastništvu. Ne? Zato bi mogli mogoče tako zadevo peljati v Lucijo, kjer se da tudi lažje potem parkirati. Zdaj nekako določene stvari se rešujejo po raznih zakloniščih, pod bloki, ampak jaz mislim, da to ni ta pravi prostor, kjer bi lahko mladi se družili. Ne. Vem, da obstaja en projekt, ki ga žal zdaj več ne moremo narediti, ker je pač trenutni župan Park Sonce preuredil na nek drugi način. Namreč vedeti moramo, da smo mi
Park Sonce dobili z zamenjavo edinega slovenskega otoka pred Marino. Ne? Tako da smo dobesedno zamenjali ena za ena. V letu 2012 je bil tam predviden en zelo, zelo lep projekt. Torej, mogla bi priti tam knjižnica, imenuje se Nova Lucija, knjižnica, pokrita tržnica, maketa Parenzane in en velik družaben prostor. Ne? Žal, danes vemo, imamo 1/3, imamo parkirišče gor in najdaljši zipline v Sloveniji in tako naprej in tako dalje. Tako da spet bi bilo treba najti en prostor. Ne? Zdaj, da gremo to delati v industrijsko cono, spet ne. To mora biti nekje v centru. Recimo, edini odprt prostor, ki bi ga lahko izkoristili tudi mogoče za ta del. Ne? Torej, govorimo o 20.000 kvadratnih metrov tenis igrišč v Luciji oziroma Portorožu Luciji. Zdaj trenutno so gor samo tenis igrišča, jih je preveč. Ne? Vemo, da tam lahko bi naredili tudi drugi del za šport, ne? To se pravi od malega nogometa do rokometa do odbojke in tako naprej. Seveda bi pa lahko nekje v tistem sklopu naredili eno športno družabno dvorano. Ne? Tako da, ja, bi se dalo. Teniških igrišč pravite, da je preveč, pa še teh po zadnjih podatkih ni več, glede na pogodbo, ki je potekla. Ne, narobe ste mi razumeli, ali pa si mi razumel. Torej, prostor je velik. A ja, zdaj, ki je potekle na teh teniških igriščih. Na to sem mislil. Ja, to je, moramo razširiti malo pogled. Ne? To se pravi, imeli smo jih v Strunjanu na 2 mestih, ne? Pa v Portorožu, ne? Oziroma Luciji in ene manjše malo bolj naprej proti industrijski coni. Ja. Tako je. Ne? Torej, vemo, da tistih v Strunjanu ni več. Ne? Prve, ko so ukinili pri Salineri, so naredili sicer neke nad garažno hišo, neke zelene površine, ki jih noben ne uporablja za tenis. Ne? Samo v tem centru jih je pa res dosti. Ne? Mislim, da govorimo o 19 tenis igriščih ali 17. Jaz kot mlad fant, ne, smo tam hodili na mali nogomet, smo tam hodili na košarko, smo tam hodili na rokomet, odbojko so bili določena igrišča. Ne. Torej, seveda ostane večji del tenis prostora, ne. Ampak lahko je zraven še vse tisto, kar je že bilo nekoč, pa bi lahko bilo spet. Namreč vemo, da mladi nimajo kje izvajati nekih, se nimajo kje niti športno več ukvarjati praktično. Ne. Bilo je tudi znano kegljišče tam. Ja, znano kegljišče, zdaj vemo, da je to spet prešlo v privat kapital. Ne. Redko kdo pa ve, da tista stavba, torej če govorimo samo o tistem delu, kjer je bilo kegljišče, tista stavba je spomeniško varstvo. Ne. Tisto v starih časih je bila servisna delavnica za popravilo batan, ki so vozili sol. Zato pa je tudi tisti košček od spredaj, ko greš v kanal notri, razširjen v levo, ja. Ker je bil notri vhod. Ne? Tako da vedno se vrnemo na tisto. Pred x leti je to pač prišlo v privat kapital in zdaj je to privat. Ne? Povejte nam 3 točke, zakaj je lepo živeti v Piranu. Oziroma v občini Piran. V občini Piran. Prvič, zato ker smo ljudje mediteranskega tipa in smo pa najbolj grdo, ne vem kako, še zmeraj znamo najti nasmešek na obrazu, ne? Si povedati kakšno lepo besedo, če treba. Drugič, meni osebno, kot sem rekel, jaz sem 5. generacija v Portorožu doma in ne bi zamenjal tistega prostora za nič, ne, na svetu. In tretje, vidim, da lahko še marsikaj naredimo v tej občini, samo pravi župan mora prijeti. Sledi tudi vprašanje, glede na to, da številni kandidati, sploh zaradi tega, ker se omeni občino Piran, mogoče pride fokus bolj na Piran in Portorož, ker je v bistvu tudi veliko več, bomo rekli, miganja in gibanja, ampak kaj pa piransko zaledje, vse od bencinskih črpalk v Luciji naprej? No, moram popraviti. Veliko gibanja je v 3-4 poletnih mesecih. Namreč, jaz sem zdaj 1 leto in več, ki sem delal v Piranu, ker pač delam v Piranu, v Tretjinovi hiši, in vidim razliko
skozi mesece, kako se spreminja prebivalstvo v samem Piranu. Če greste danes v Piran, boste videli, da je mogoče 800,000 ljudi stalno živečih. Ne? Pred desetletji jih je bilo 8,000, zdaj jih je 800. Ne? Portorož je zelo podobna slika. Ne? Jaz vidim, Portoroža, vem, koliko nas je bilo prej, vem fizionomijo ljudi, ki živi zdaj v Portorožu. Vikend destinacija je, ne? Ampak ta vikend traja 3-4 mesece. Ne? Potem ni nič. Vsi vedno pravijo, v Piranu ni nič. Ne? Se tudi v Portorožu ni nič. Ne? Namreč mi banke nimamo v Portorožu že 15 let, ne? Imamo lih tako 2 Mercatorja in 3 bankomate. Ne? Pošto, ki ima ta kurnik, da še dan može zdaj dopust, če češ stvari urediti. Ne? Mislim, da je naše podeželje, ki je lepo podeželje, dosti bolj povezano med sabo, kakor izgleda. Ne? Slabo je pa povezano po cesti, torej iz podeželja do Lucije. Ne? Veliko ljudi mi pove in ima težave točno s tem, ne, da če so starejši, nimajo svojega vozila, torej ne morejo priti dol. Ne? Avtobus vozi tako, kot vozi. Jaz sem že velikokrat izpostavil, ne bi raje bile te povezave bolj frekventne, pa mogoče z kombijem, ki vozi do 15 ljudi. Ne pa z avtobusom za 50 ljudi. In to, ne vem, 2-krat na dan. Enkrat zjutraj, enkrat popoldan in to je to. Tako da, absolutno je treba to naše podeželje bolj frekventno povezati z Lucijo. Vse potem od Lucije naprej se da iti kakorkoli, prideš v Piran. Vem, kaj še reče, da za priti v Piran moraš narediti celo študijo že, ne? Ne vidim te težave, pa res ne vidim, da ti iz Lucije moraš narediti študijo, zato da moraš v Piran. Ne? Se sedeš na avtobus, ki je frekventen, poleti celo vozi do 2 po noči, jaz sem ga gledal pač to poletje, nekje od 11. ure zvečer naprej je prazen, ne? Torej je skoraj no sens, da sploh pelje. Ne? Tako da tu jaz vidim največjo težavo, da je zelo slaba povezanost z javnimi prevozi že od Sečovelj do Lucije. Ne? Tako da na temu je treba delati. Ne? Na temu je treba delati in predvsem narediti občino kot ustanovo zelo prijazno do naših občank in občanov. Ker nekdo, ki mu je cel podvig prijeti, ne vem, iz Svetega Petra v Piran, ker mora iti nekaj na občino zrihtati in da potem se to ne zgodi, da pač servis mu ni ponujen tako, kot bi moral biti, ne? Ali pa da ne dobi prave pomoči, ker ne vem, je starejši, ne ve, kako izpolniti. Ne? To so stvari, ki se ne smejo dogajati. Absolutno ne. 20. november se približuje. Za Kristjana Cerovca kot župana občine Piran morajo volivci in volivke obkrožiti katere številke? Srečno številko 10. Najlepša hvala za pogovor, gospod Cerovac. Z izjemnim veseljem smo vas gostili tukaj in srečno na volitvah. Hvala tudi vam na povabilu. Sem se zval res v ta srčen studio, poln teh lepih barv, svetu studio. Hvala lepa. Prav z veseljem mi je bilo z vami poklepetati in jaz upam, da ste bili. Smo zadovoljni, če želite to vprašati. No. Najlepša hvala. Predvolilna jutra na Kaprisu. Kapris, številka 1 na Obali.